Jaz bi danes na tej tiskovni konferenci rekel par besed o zakonu o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena. Zakon je, kot veste, predstavil isto prvo branje in je zdaj v obravnavi v državnem zboru. Mogoče se naslov čuje ali pa sliši pomemben naslov. Vendar je situacija taka, da mislim, ta zakon, ko sem ga prvič dobil v roke, v bistvu na to, da če bi ga dobil 1. aprila se strani vodje poslanske skupine, bi rekel, da gre za eno hudo potegavščino, ki so mi jo podtaknili, ampak takrat ni bil 1. april. Zato je zakon bil čisto ta pravi, vložilo ga je pa Ministrstvo za pravosodje. Zdaj, če berete obrazložitev tega zakona, izjemno spominja na čas tamle leta 2002-2003. V tistem obdobju je namreč nastajal prvi zakon o korupcijski komisiji, če smem skrajšati zadevo. In tisti zakon so v glavnem pripravljali in spisali ljudje, ki v policiji niso uspeli, ki niso uspeli priti na nek vrh, tako kot so si morda želeli. In spisali so zakon tako, kakršen je, kasneje doživel nekaj popravkov, leta 11 ali 10 je bil sprejet na novo. In vendarle, mi imamo Komisijo za preprečevanje korupcije, kakršno nima nobena, poudarjam, nobena zahodnoevropska država. Nihče take komisije nima. Imajo jih pa seveda države bivše Jugoslavije, Albanija, Moldavija in morda še kdo. Zdaj, kaj pravzaprav, v letu 15 jaz mislim, da se ta stvar ponavlja. Kaj pravzaprav predvideva ta posebni zakon o preiskavah projektov državnega pomena? Poglejte, nenavadno je, da vlada, ki ima na razpolago 8000 policistov, 200 tožilcev, nad 950 sodnikov, potem ima na razpolago inšpekcijske službe, KPK, Računsko sodišče, Revizijsko komisijo, Svet banke, Finančno upravo, da ne naštevam predolgo, ustanavlja neke komisije, ki nimajo nobenih pooblastil. Namreč, vnaprej pa so določeni predsedniki. Kdo so lahko predsedniki tovrstnih komisij, ki jih imenuje vlada? To so lahko bivši ustavni sodniki, bivši vrhovni sodniki, bivši tožilci, bivši računski sodniki, bivši člani Sveta banke Slovenije, bivši člani KPK in Državne revizijske komisije. Se pravi, krog ljudi, ki lahko vodijo tako komisijo, ki bi jo ustanovila vlada, je vnaprej znan. In če ti ljudje, sodniki, tožilci, policisti in tako dalje, namreč člani teh komisij pa so seveda lahko redno zaposleni na sodiščih, se pravi sodniki, člani komisij so lahko člani KPK, člani komisij so lahko člani Banke Slovenije, tožilci, pravobranilci, kriminalisti, člani Finančne uprave Republike Slovenije in tako dalje. Zdaj pogledajte ta največji možni absurd. Če ti ljudje, ki imajo izvršna pooblastila policije, izvršna pooblastila na področju financ, ki imajo možnost preganjati, ker so tožilci, ki imajo možnost soditi, ker so sodniki, ne opravijo tega v rednem delovnem času na delovnem mestu, kjer so zaposleni, kaj pa naj bi potem naredili kot člani te komisije? Ker pa nimajo niti tožilskih pooblastil, nimajo sodnih pooblastil, nimajo kriminalističnih pooblastil in nimajo nič. Torej, v rednem delovnem času z vsemi pooblastili ne morejo nekaj narediti, Kot člani te komisije vlade bi pa lahko nekaj naredili. Ja, kaj pa? Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je spisala mnenje o tem zakonu in ga je v celoti zavrnila. Zakonodajno-pravna služba nima niti enega člena, ki se bi z njim strinjala. Se pravi, čisto vsi členi zakona imajo pripombe Zakonodajno-pravne službe. Jaz moram reči, da je teh pripomb 27 strani, to je več kot ena diploma na kaki visoki šoli. Toliko je pripomb Zakonodajno-pravne službe. Zdaj, še par poudarkov iz vsebine. Glede, to je nek kolegijski organ, bi naj bila te preiskovalne komisije, Finance zagotavlja vlada, ne morejo sodelovati pravnomočno obsojeni v redu,
pogodbeno lahko angažirajo zunanje sodelavce, predvidene so denarne nagrade za te ljudi in tako dalje in tako dalje. Ampak tiste, kar je še zanimivo, gledajte, vsi državni organi morajo nuditi podatke takim komisijam. Vsi državni organi. A si predstavljate, da bo policija dala podatke iz prisluškovan telefon? A si predstavljate, da bi tožilci dali podatke, kako daleč so v neki fazi priprave obtožnice in tako dalje? A si predstavljate, da bojo sodišča dala podatke tem komisijam, tovrstnim komisijam? To je čista neumnost. To je čista neumnost. Seveda je treba reči pa še naslednjo zadevo. Tisto, kar je morda v tem zakonu najpomembnejši. Vsi, ki jih bodo zasliševali, imajo status priče. In vsi, kar izrecno navaja zakon, ne ugotavlja se njihove osebne odgovornosti. Se pravi, oni bojo povabili eno množico ljudi pred tako komisijo in ne bodo ugotavljali njihove osebne odgovornosti. Ja, kaj pa bodo potem delali? Kaj pa bodo potem delali? Jaz bom rekel tako, na poti smo pravzaprav, da dobimo neke nove komisije, ki jih ustanavlja vlada. Mimogrede, preiskovalne komisije ima tako ali tako že državni zbor, ki ugotavljajo politično odgovornost. In zanimiva zadeva, vlada v zakonu napiše, da so vsi organi dolžni dati podatke. Gospodu Logarju, predsedniku komisije, pa je vlada zavrnila podatke. Zavrnila podatke. Zelo zanimiva zadeva. Dovolite mi, da zaključim takole malo hudomušno, bom rekel, ampak zelo realistično. Če se jaz postavim zdaj v čas, ko bi bil ta zakon sprejet, tamle leta 18, bo vlada imenovala neko komisijo, katere predsednik bo Goran Klemenčič, bivši minister, mogoče upokojenec, privatnik, odvetnik, ali kaj bo takrat, ne vem, To, da je kršil človekove pravice, nima veze, Važno je, da je bil šef KPK, to se pravi, izpolnjuje zakonske pogoje. Podpredsednik komisije, Zvonko Fišer, podpredsednik komisije, Branko Masleša, zelo primerni ljudje. Zakon predvideva te ljudi. To, da sta bila eden predsednik sodišča, eden prvi tožilec v državi, torej izpolnjujeta pogoje, da sta kršila človekove pravice, pa ni pomembno. Člani komisije, recimo bi bil gospod Šoltec, recimo bi bil gospod Praprotnik, recimo Drago Kos, Barbara Zobec, Andrej Frlins, Bojan Potočnik. Vsi imajo zakonske pogoje. Kaj so pa naredili v času, ko so bili na svojih položajih, tožilci, sodniki, policisti in tako dalje? Če tam niso opravili svoje naloge, jih jo verjetno ne bojo opravili tudi v tovrstni komisiji. Dovolite mi, da je zaključim pravzaprav takole. Jaz mislim, da so to komisije za diskreditacije. Drugače jih ne moramo imenovati. Zdaj pozivam vlado Republike Slovenije, ta zakon čim prej umakne in da se ne sramoti več s tem zakonom. Nek obet mogoče celo je, namreč ker je vlada že odpovedala, odnosno odbor, ki bo to obravnaval, je sicer uradno prestavljena točka dnevnega reda. Tako da jaz pozivam vlado, da to prestavitev naredi tako, da zakon umakne, ker bo to daleč najbolje. Hvala lepa.